Hej, en lep pozdravček, s tabo sem Mihelca, kreativna terapevtka, pa smo takole v idili, zimski, čudoviti in je super, ker ceste so čiste in pokrajina je zasnežena. Tako sem prišibala iz fizioterapije za tale moj pavček, ki se takole počasi začne oziroma ga gibam. Danes vam nekaterim odgovorim na vprašanja. Če je bilo kakšno bolj specifično vprašanje, sem se odločila tudi po kakšno strokovno podporo, strokovno pomoč, tako da odgovorim naknadno. Če je bilo bolj tako detaljno, seveda bom pa ob tem času vzpostavila bioptron, hiperpolarizirano svetlobo in pa fuleren očala. In ravno včeraj zvečer sem se peljala in je bila tako kar gužva na cesti. In kaj sem naredila? Dala sem si očala gor, ker mene ta vožnja nočna, večerna ponavadi zelo rada zaslepi in mi ni prijetno, tako mi bolj me sprosti. Enostavno mene ta očala sprostijo. Kot sem že večkrat omenila, kadar je megleno, kadar je deževno, mi dajo jasen fokus, me pomirijo, me sprostijo. Res, to so taka univerzalna očala. Potem zelo nujna za vse, ki presedimo ali presedijo za računalniki, ker blokirajo sevanje svetlobe teh elektronskih naprav. Resnično je pomembno, da jih uporabljamo. In pa tudi, kaj pravzaprav ta očala naredijo. Vemo, da mi gledamo z očmi, vendar imamo povezavo z možgani in posledično dobro vpliva na naše možgane. Res, da se jaz premalo izberem to, da ko sem na telefonu, nimam teh očal gor. To pa nekako res kar pozabim, no. Tisto, kar te najbolj zmoti, za tisto iščeš najhitreje neko rešitev. In jaz jo prav gotovo pri vožnji, ker pri vožnji mi je fajn, da sem sproščena, da mi je prijetno se voziti, da dobro jasno vidim in zato še toliko bolj ta očala. Kaj pa je pravzaprav tale zanimiva molekula fulerena hiperpolarizirane svetlobe? Vam čisto na kratko povem, zraven sem priložila malo bolj strokovni video posnetek in vam res priporočam, da si vzamete 19 minut in si cel video pogledate. Gre za to, da to deluje čist po Fibonaccijevem zaporedju, čist po zlatem razmerju. To je čista kvantna fizika in nič ni potrebno tisto psihološko verjeti ali ne verjeti, če deluje ali ne deluje. Preprosto je to eno pomembno dejstvo, da točno tako je in ne more biti drugače. Tako je. Ker sonce pač je, dan je, svetloba je. In en izziv, ki ga ima današnje človeštvo, je, da je svetloba precej onesnažena. Lahko rečemo dobesedno umazana. In damo pa eno zelo fajn lečo, fuleren hiperpolarizirano svetlobo, ki omogoči, da preoblikuje svetlobo zaradi dejansko te hipersvetlobe, hiperpolarizirane svetlobe, ki je pač čist po tem zlatem rezu tale molekula fulerena. In da vam čisto takole, poglejte si, če pogledamo mi metulje, vidite sliko, gledate metulje in potem imate sončnico. In potem imamo naše oči. Je tako. Če tu pogledamo, dejansko gre za čisto
prenos energije in informacij. Ne moramo nič komplicirati. V bistvu zlato razmerje je univerzalni zakon harmonije in naši možgani bi radi včasih preveč komplicirali, preveč detaljno kakšne stvari izvedeli. Dobro je, da vemo, vendar gre za preprosto dejstvo, da pride do resonančnega prenosa energije in harmonija se zgodi. In se v bistvu tale hipersvetloba omogoči, da naše celice funkcionirajo. Ravnovesje. Vse, kar je porušeno v naravi, ko mi uporabimo hiperpolarizirano svetlobo, mi postavljamo naše celice v en popolni red, v eno zaporedje, kakršno potrebuje biti. Ker vse, če želimo, da smo dobro, da se dobro počutimo, vse teži k enemu ravnovesju. In gre za to, da normalizira se tudi v bistvu, svetloba potuje po celem našem telesu. Pomembna je voda. In Emoto Japonec je dejansko delal poskus z vodo, to prav gotovo veste. Če je vodo dal pod vpliv neke klasične glasbe, neke prijetne melodije ali pa vibracije ljubezni, hvaležnosti, je bila ta struktura vode povsem drugačna, kot če se je dogajal prepir. In zopet, če imamo mi onesnaženo svetlobo zaradi elektronskih naprav, sevanja, vemo, da bo čisto drugačna struktura kozarca vode, kot pa če damo hiperpolarizirano svetlobo fuleren. In če naredimo to primerjavo ene in druge, gre za to, da hiperpolarizirana svetloba enostavno deluje obnovitveno. In v našem telesu vemo, da je cirka 70 oziroma več procentov vode in svetloba potuje z potjo vode. In ni vseeno, ali mi zaužijemo tekočino vodo, to se pravi, potrebujemo redno piti kakovostno vodo, da lahko svetloba potuje. In ni vseeno, kakšna svetloba potuje po našem telesu, po naših celicah. In kako gre potem v komunikacijo z ostalimi žlezami, celicam, kakšno informacijo daje, kakšna vibracija. Zato je podporno, prijetno okolje, vemo, da se dobro počutimo. Je pomembno. In tudi svetloba je pomembna, kakšno doziramo svojemu telesu. Mi, ko se osvetljujemo z bioptronom, mi dejansko zagotovimo v nekje 10 minutah 10 000 luksov svetlobe. In vsi vemo, da ko je kratek dan, krajšo možno obdobje sončne svetlobe in te prave svetlobe, se lahko človek tudi počuti malo bolj brez energije ali pa dejansko, kot da mu nekaj manjka ali pa da bi več časa spal, pa bolj hladno je. Nič ni narobe, da si damo dovolj počitka. Tudi to telo potrebuje, v redu je. Vendar mi ustvarimo dodatno podporno okolje našim celicam, našemu telesu in tudi pripomoremo k boljši aktivaciji imunskega sistema, v bistvu vzdržujemo boljši imunski sistem in vplivamo pravzaprav mi s tem k samozdravljenju celic. In ne bo naredil nekega čudeža, ko je nekaj v telesu že zelo zavoženo, to je dejansko podpora. In ko mi tako pišete z različnimi diagnozami, stanji,
V vsakem primeru jaz nujno priporočam oziroma je pomembno, da se poslužujete medicine in ni to glavna rešitev. Lahko se pošalim ali pa rečem, da je to mini zdravnik, v smislu, da ga imate doma in da je to en dodatni pripomoček, dodatna podpora. Podpora v smislu, če pogledamo preventivno, da krepite imunski sistem in da mu omogočate dejansko hitrejšo regeneracijo, obnovo, da v bistvu telo vzdržujete v eni kondiciji, da mu dovajate svetlobo in ne morete se bati, ker ne morete prekoračiti. Vi dejansko celice imajo spomin sicer, ampak vi ne morete preveč dati telesu. Tako da, to je zelo zanimivo, so neke časovna priporočila, vendar tudi če bi dlje časa, vi ne morete nič narobe narediti za svoje telo. Če si lahko vzamete čas, je to super. V bistvu v času bolniške zaradi svojega prsta sem jaz v bistvu na sebi testirala različne možnosti, tudi teh tretmanov, programov, kot vam jih zapisujem, danes vam 3. zapišem, je za odpornost, pa je za energijske rezerve in v bistvu si na določena mesta osvetljujete in je predpisano tam 15 minut poprečno, ampak jaz sem kar dlje časa. Jaz sem si samo na solarni pleksus osvetljevala pol ure, pa sem zraven knjigo brala. Tako da lahko izkoristiš možnost ali pa kaj takega počneš, da se lahko v bistvu daš v tako sproščeno vzdušje, sproščeno stanje in se relaksiraš. Jaz vse lepo pozdravim, Tina, Damjan, lep pozdrav, vesela, da ste z mano in seveda vsi, ki si boste kasneje pogledali posnetek. Skratka, zelo spontano zletim v tole, se pravim, sem priletela brez nekih priprav, vendar najrajši vam delim izkušnje. Ker vse ostalo si lahko berete, lahko gledate videoposnetke, res jih je veliko, raznovrstnih videoposnetkov, strokovnih člankov na to tematiko, največ pa so potem v bistvu te lastne izkušnje. Jaz vidim, da sem tudi res sem zelo občutljiva na ta mraz, na koži, predvsem na rokah, na svojih rokah, na hrbtišču dlani. Od takrat, ko sem pred leti, oziroma ni tako dolgo nazaj, kakšne 2 leti, imela te ekceme pa ta dermatitis. In ob prvih znakih takoj pod bioptron in v trenutku dejansko ni možnosti, da bi se razvilo naprej. To se pravi, že v tisti prvi kali zatrem možnost naslednjega razvoja, da bi se dejansko kakršnekoli ekcemi ali karkoli hoteli pojavljati, čeprav bi mi v tem času resnično najbolj pasalo v neke tople južne kraje, ker jaz po naravi nisem ljubitelj mrzlega in zime in mi veliko bolj ustreza toplota. Skratka, poveča se dejansko ob uporabi te svetlobne terapije tudi proizvodnja protiteles v našem telesu. In potem vpliva ugodno na levkocite, na rdeče krvničke. Skratka, vse je povsem logično. Če deluje na celično membrano in na celotno celico in je sama ta molekula dejansko ista, fulerena v isti strukturi, kot je klatrin, pa potem mikrotubuli, dejansko klatrin je v naših možganih, dejansko lahko se tudi v bolj biologijo spusti in vidi. Torej, če je to enaka struktura, potem je čisto logično, da ena taka preprosta
molekula, ki je noter velika en nanometer, 60 atomov ogljika, je logično, da potem naredi en tak pozitiven učinek. Tina, dobiš odgovor na vprašanje naknadno, ker si ga zelo dobro strukturirala, zelo specifično si vprašala in hvala ti za tako dobro vprašanje, ker bo tudi meni prinesel dejansko dober odgovor in za nadaljnje. Tako da hvala ti res, kar sprašujte, bolj bodo vprašanja taka globoka, bolj bomo v bistvu odpirali možnosti, a ne. Se pravi, gre pri tem fularenu za eno tako res dobro znanstveno odkritje, ker so v bistvu Japonec je tam leta 1996 so v bistvu to doktorsko disertacijo pravzaprav prevedli iz japonščine in potem je šel razvoj tako v to smer, da so Švicarji izdelali tole čudovito lečo fularen hiperpolarizirano svetlobo, ki nima na tržišču nobene konkurence in je edinstvena, revolucionarna. Spremljate doktorja Jiro Koruga in doktorja Neškoviča, ki sta zelo strokovna na tem področju in dejansko opažanja pri nošnji teh očal je prvo, ko jih daš gor, da te sprostijo. Da dejansko, ker prav čutiš, da vpliva ne samo na oči, ampak dejansko na celotno epifizo. In ker tako deluje, posledično vpliva tudi na naš hormonski sistem. Se pravi, vemo, da če smo mi umirjeni, če smo sproščeni, nasploh to sporočamo svojemu telesu, da je harmonija, ravnovesje v telesu. In to je ključno za kakršnakoli premagovanja stresnih činitev danes v današnjem svetu, ker v bistvu, koliko stres doživljamo, ni pravzaprav odvisno od stresa zunaj, temveč od nas, kako mi v telesu to doživimo, kako mi preberemo. In če imamo, lahko rečem, nek filter, lahko še bolj natančno razločimo in ali zberemo ali ne zberemo nečesa in kako dovolimo samemu sebi nekaj sprejeti ali dejansko lahko dovolimo si pravzaprav ne ravno zablokirati, rabim izraz v bistvu odposlati nazaj, odposlati preprosto in ne sprejeti vase neke energije, nečesa, kar vidimo, da nas ne bo podprlo, lahko pa preoblikujemo. In to preoblikovanje nam dejansko res omogoča tale hiperpolarizirana svetloba, ker spremeni svetlobo, ker spremeni pogled, ker, veste, tista zgodbica o rožnatih očalih, kakšna očala nosimo, kako mi vidimo ta svet. Ker svet je, kakršen je, kako ga pa mi vidimo, pa imamo mi izbiro. Lahko izbiramo priložnosti, lahko pa izberemo probleme in lahko vidimo neke možnosti in rezultate iz nečesa, čeprav je izziv in nas neki izziv odpira v rast, v razširitev, lahko pa se prek nekemu izzivu zakrčimo in zapiramo. Tako da čisto vsaka uporaba česarkoli deluje iz naše izbire. Lahko mi bioptron uporabljamo, lahko ga pa samo imamo. In kot zdaj grem čisto spontano, je dejansko v praksi tako, da
poznam kar nekaj ljudi, da imajo seveda izbiro ali uporabljati ali pa imeti. In veliko je takšnih, ki preprosto imajo in ne uporabljajo. In a veste, za čisto vsako stvar lahko mi v življenju najdemo izgovor. Lahko. Da nimamo časa, je prvi najbolj zanimiv izgovor. Pri uporabnikih je ta izgovor potem lahko, pri tistih, ki ga imajo, ne pri uporabnikih, pri tistih, ki ga imajo. Pri tistih, ki ga nimajo, je lahko izgovor, da nimajo denarja ali pa da je predrago, ali pa da to itak oni ne potrebujejo, ker so zdravi. Pa vemo, da Bioptron je zelo dobra preventiva za čisto vsakega, ne glede koliko je mlad ali star, ne glede, a ima kakšno težavo, a nima čisto nobene težave, za vsakega je nekaj zelo podpirajočega, ker sem na začetku izpostavila, da dovajamo telesu svetlobo, ki je ni dovolj, in pa preoblikuje svetlobo, ki je preveč onesnažena zaradi družbe, v kakšni smo, načina življenja, da se ta svetloba na nek način očisti oziroma preoblikuje in v takšno sestavo postavi, da našim celicam največji doprinos naredi. In ja, izgovore lahko imamo, vendar zopet, če nam je to v podporo ali ne. Pri nas Bioptron definitivno dnevno deluje. V večernem času ostali družinski člani, vsi po vrsti, in smo vsi prišli v to zavedanje. In je kar nekaj časa trajalo, ker ljudje smo tako narejeni, da včasih rabimo nek problem, da ga gremo reševati. Jaz sem bolj zagovornik tistega, da je boljše prej nekaj narediti, kot čakati na problem. Vendar tako hitro se vse manifestira in dogaja, in tudi naše misli in kakšen odnos imamo do sebe, zelo hitro se lahko nekaj obrne, ali pa tudi kakšen program, vzorec se aktivira iz tega podzavestnega dela, da ga potem ozaveščamo. No, in kaj je pri tej svetlobi tako bistveno, kot sem rekla, pri teh izgovorih, pri tistih, ki ga samo imajo in ga ne uporabljajo. Lahko je razlog, da niso bili niti podučeni, zakaj bi ga uporabljali. Naprimer, nekdo ima zvin dležnja in potem dobi informacijo, osvetljuj si za zvin dležnja, ker ti za to pomaga. Ampak potem se ta dležen pozdravi in ni več težave. Ali pa so težave z aknasto kožo in se težava z aknasto kožo pozdravi in ni več težave. In je človek dobil informacijo, da za to uporablja. Ampak težave ni, pospravi ga nekam v omaro, ker si misli, saj ne potrebujem. Glavno pa je tista preventiva. Zato tako, kot imate štedilnik, hladilnik in ga ne izklapljate in ne dovolite, da se hrana v njem pokvari v hladilniku, ampak imate ves čas vklopljenega. Preprosto imate hladilnik vklopljen, če imate živila noter. Če imate v pečici hrano, preprosto pečete tisto hrano. In ne na sredi, ko se nekaj peče, izklopite, ker potem ne bi dobili dovolj pečene hrane ven. Preprosto. Prav tako je z tole svetlobno terapijo Bioptron. Ko ga vi imate, ga imate z namenom, da ga uporabljate in ga nikamor ne spravljate, ker ves čas deluje. Ker preventivno vi podporo naredite samemu sebi. 10 minut osvetljevanja na obraz, fenomenalno. Če vzamete te podporne programe, kot sem vam jih omenila, za odpornost,
Vsakodnevno potrebujemo naravno čistiti telo, se pravi, odvedemo iz telesa vse strupe, naredimo spet podporo, energijske rezerve rabimo, to vedno rabimo, edino morda ne v tistem najbolj sončnem poletnem času, ko smo polni z energije, elana imamo dovolj. Ko pa se čas preveša v jesen, v zimo, pa nam določene svetlobe primanjkuje. In da imamo v dnevni sobi to redno dnevno, to je osnova. Kar dajte si primerjavo z hladilnikom, da ga pač ne izklapljate, ampak ga ves čas uporabljate in ga imate, ker imate živila noter. Iz tega zavedanja potrebujemo videti, da se zavedamo, zakaj in čemu uporabljati. In ne gledati samo iz tega vidika, da mora biti res nek specifični problem, da lahko potem svetlobno terapijo Bioptron uporabljate. Zelo učinkovito je, pa bom v tem trenutku kar navezala na vprašanje gospe, ki je vprašala in za otroke, in za dojenčke, in za odrasle, ravno sedaj, ko ni toliko svetlobe, kaj najbolj nadomesti sonce. V soncu so vsi barvni spektri, se pravi celotna mavrica, od vijolične, temnomodre, modre, zelene, rumene, oranžne, rdeče. Torej, celotna mavrica, vsi barvni spektri so tukaj. Zato je zelo dobro podporno, da si zvečer naredite barvno terapijo, to kromoterapijo. Se pravi, da greste po vseh žlezah, od prve, ali če rečemo čakrah, od prve čakre do 7. čakre, od stopal, od podplatov, oziroma trtice do vrha glave in si naredite to terapijo. To je super. Druga možnost je, da si osvetljujete solarni pleksus nekoliko dlje časa, lahko kar pol ure. Si za rumeno svetite trebušni del. In boste videli, zelo vam bo prijetno, da si boste svetili tudi za oranžno, spodnji del trebuha in lahko tudi kar področje jeter, vranico, tudi ta ledveni predel, oranžna, rumena, seveda žolčnik, želodec, celotno to naše drobovje, da osvetljujete na ta način. Boste videli, da vas bo tako sprostilo, dobro se boste počutili, imeli boste kar več elana, enostavno. In vam priporočam, da si osvetljujete redno dnevno tudi obraz. Na obraz dajte rumeno in tudi oranžno. Ta kombinacija je res priporočljiva. In prav tako dajte to možnost za otroke, za dojenčke, na ta predel, se pravi ta solarni pleksus, obrazni predel, in super je, če si vzamete toliko časa res in naredite barvno terapijo in vam ni to odveč, se pravi, da greste po žlezah, vseh kar po vrsti in vedno začnete z rdečo, torej z korensko čakro, da aktivirate, da sprostite nadledvičnice. Se pravi, vsega stresnega, kortizola, vseh teh hormonov, in potem se pomikate naprej po ostalih žlezah in si naredite na ta način terapijo. To je zelo super. Potem drugo vprašanje je bilo tole za hipotirozo. Če se ne motim, dejansko gre to za ščitnico, izziv za ščitnico. Kot sem rekla, Bioptron ne bo naredil glavnega čudeža, s tem, da sicer bi bili ves čas pod stresom, ne bi skrbeli zase, ne bi komunicirali, ker ta del je izraz, vaš izraz iz sebe. Kako se izražaš
v svet iz sebe, kako deliš svojo resnico. In če je ne, je lahko blokada tudi ščitnica. Sicer osvetljevanje pri ščitnici je modra in oranžna, ta je komplementarna, tako v paru, lahko tudi nekaj minut fullerena. Priporočam pa tudi jod. Dejansko dobi se jod, ki se da prav na kožo, kapljice joda, in lahko testirate. Če kapljice joda zginejo hitreje kot v 24 urah in se madež popolnoma nič ne vidi več, potem je definitivno deficit joda, premalo joda v telesu. Če se madež ne zbriše, pa lahko da ste z jodom preskrbljeni. V vsakem primeru pod zdravniškim nadzorom, vse to ne samo na pamet, pač glede ščitnice, tudi pregled, kakorkoli, vendar, ja, to je podpora. To je podpora vaši ščitnici in predvsem je potrebno zopet pogledati zelo celovito, kot rečem, tako celostno, da se izražate. Komunikacija svoje resnice je zelo pomembna. Ta čustveni vidik. Ja. Torej to. Zdaj, če ima kdo še kakšno drugo vprašanje, Simona, lepo pozdravljena. Simona, ti si imela eno težko življenjsko izkušnjo in preizkušnjo, velik objem, močna si. In zelo ti priporočam, da osvetljuješ epifizo, hipofizo, hipotalamus za vijolično, ker je stres in vijolično svetlobo na vrh glave, še bolje kombinacijo vijolično plus rumeno. In tudi solarni pleksus si sveti z rumeno barvo. In to kar redno, če imaš možnost, ti priporočam kar 2-krat dnevno to redno osvetljevanje. Tako, pozdravljen Damjan, mogoče kakšno vprašanje, lahko tudi zapišeš, sicer bom potem naknadno odgovorila. Zdaj, ta fulleren je zelo zanimiv, zdaj, če po očalih, če pogledamo, kako deluje pravzaprav na tele možgane, ker v bistvu je klatrin v naših možganih, a se to dobro vidi. Vpliva potem nošnja takšnih očal in uporaba hiperpolarizirane svetlobe na samo koncentracijo, na zbranost, na dobro razpoloženje, na hormonski sistem, na pravzaprav kognitivne sposobnosti, ja, celotno, koliko smo mi zbrani, koliko se mi v bistvu zavedamo samega sebe, koliko v bistvu smo v mislih jasni in nam gladko tečejo. Na celotni avtonomni živčni sistem in pa tudi na spanje, se pravi na tvorbo melatonina, kar je zelo pomembno, seveda je zelo pomembna rednost spanja v večernem času, ko se dan preveša, v pozno popoldne bi se človek potreboval umirjati in nehati divjati, nehati dirkati okrog in se pripravljati postopoma počasi s rituali na večer, na spanje, da telo počasi umirimo in pripravimo. In je pa pomembno, da v prvi polovici dneva pa delujemo, smo aktivni, da nismo takrat pasivni, ker če smo takrat pasivni, mi sebe obračamo na glavo in telesu sporočamo, jaz si bil celo dopoldne preveč pasiven in nisi ne premigal svojega telesa, nisi za možgani delal, nisi bil v beta valovanju
Skratka, si bil preveč pasiven in bo želelo telo zvečer biti aktivno. In seveda, ko pridejo kakšni dogodki, kakšne spremembe, se nam to obrne na glavo. In to lahko potem tudi v telesu počutje se nam spremeni, se nam nekaj zamenja, vendar za ta naravni cirkadialni ritem delovanja pa je zelo dobro, da mi dnevno, redno se držimo enega takega reda, da bi čisto po zlatem pravilu za sončnim vzhodom vstajali, za zahodom se umirjali in šli k počitku. To je potem v bistvu največja podpora za organizem. Velika težava je pri tistih, ki imajo nočno delo. Tam je izziv, ker v bistvu se tudi poruši precej v telesu. Gre za to, da zakaj je tako pravzaprav problema, ne? Ker v bistvu odplake iz našega telesa, vse, kar potrebuje iti, to je čisto naravni red. Naše telo ve, da je najbolj naravno mu biti čez dan aktiven, po noči spati. In če to mi obrnemo, potem bi potrebovali več kot en mesec. Si lahko predstavljate, da se ta bioritem nazaj našlihta. Ampak mi ves čas sebe mečemo iz tega ritma. Te prav preseneti, več kot mesec časa potrebuje telo, da se postavi nazaj v ravnovesje in potem ga veliko hitreje mečemo iz ravnovesja. In kar je zelo pomembno, 48 ur po tem, ko smo mi dejansko kršili pravila, naprimer, da smo ponočevali ali da je delo takšno ponočevanja, bi mi rabili telo resetirati in ga dati v tako popolno mirovanje. In to mu spet ne omogočimo. Telesu mi 48 ur ne omogočimo nekega ravnovesja, da bi samo šli za tem, kaj čutimo in samo tisto, kar pride iz nas, in ko bi čutili, da rabimo počitek, bi samo počivali in ga resnično podpirali telo z številnimi še več minerali, vitamini, z vsemi pomembnimi hranili. Vse potrebujemo povečati, količino potrebujemo pravzaprav povečati vsega, če smo mi samo eno noč prebedeli. In kaj, če se to ponavlja ves čas? Kdo ima zaradi službe zelo nočno življenje, potem bi mogel telo nahecati in 8 do 10 ur čez dan spati. Ampak telo zopet so veliko večji neki dražljaji čez dan, da ga vrže večkrat lahko iz globokega spanca in potem je preveč površinsko to spanje in zopet ni okej. Tako da ja, zahteve našega telesa so kar konkretne, če hočemo red in ravnovesje v telesu. Ker pa dejansko ni tega reda in ravnovesja, je pa toliko bolj nujno, da potem z barvno kromoterapijo podpremo svoje telo. Super je dati valovne dolžine, se pravi barve, in pa tudi herčne, kakšne frekvenčne terapije in pa tudi zvočne terapije. Vse te sovpadajo skupaj in je super, če so sinhrone in da s tem najhitreje postaviš svoje telo v eno pravo ravnovesje. Tako da, ja, je zelo pomembno in prva osnova je res kakovost spanja, dobrega spanja. In
to v bistvu noč zamenjati za dan, pa vemo, da tudi bi potem človek mislil, da veliko življenja zgublja čez dan. Tako ko se pogovarjam, ljudje potem čez dan spijo 4, 5 ur, mogoče maksimalno 6, ampak to je čisto premalo. To je čisto premalo, potem si dajte vsaj to možnost, da se uležete 1 uro pod bioptron in se svetite z bioptronom. Resnično 1 uro se svetite z bioptronom na polno. In če je telo tako porušeno iz ravnovesja, potem tudi ni samo 5 minut fularena, ampak lahko veliko dlje. Tudi fularen vam nič ne bo naredil, ker vam ravnovesje dela, ker vam dejansko čist potem, ko sem rekla Fibonaccijevem zaporedju, potem zlatem rezu, to je čista kvantna fizika, ustvarja red. Ravnovesje dela v celicah. In ko je vprašanje, koliko časa pa lahko, a ne bo preveč, ja ne bo preveč. Ne moreš predozirati se, ne moreš narediti škode, lahko narediš samo podporo. In nima stranskih učinkov, resnično nima stranskih učinkov. Tako da, čisto preprosto, to telo potrebuje, ker dejansko telesa so podhranjena za svetlobo, nažalost, podhranjena za svetlobo. In je potrebno jim dovajati energijo na takšen način, ki je bil tudi s takšnimi pripomočki ustvarjen. Je zelo dobro, zelo učinkovito. Te slikce so take luštne, pa zelo povedo. Tudi tole sem enkrat zapisala, v bistvu tale molekula, a vas na kaj spominja? Oblika, struktura, na kaj vas spominja? Nogometna žoga, a je tako? Nogometno žogo so naredili po fularenu, dejansko. Po tej tako zelo pomembni molekuli, ki uravnoveša vse v našem telesu. Ta je na naši Zemlji, ker v bistvu naš planet Zemlja je ogljikove strukture, lahko mu rečemo ogljikov planet, in vemo, diamant je najtrši, pa potem grafit, mehek, fularen je pa eno tako posebno odkritje. Ves čas je v naravi, vendar odkrili so ga zelo pozno. Tako zahvale znanstvenikom, znanstvenim raziskavam, da je v bistvu to prišlo na dan, da so tudi tile Nobelovi nagrajenci, imensko se jih ponavadi nikoli ne spomnim, skratka, od leta 1996 so zagledali luč, tako da potem pa v Švici razvili. In mi v Slovenijo, se prav spomnim, ko je tale fularen prišel 2018, dejansko tale leča zraven na bioptrona. In potem tudi različni modeli očal. Skratka, zgleda tako preprosto, ampak učinkovito. Zato samo v prakso dajati. In tudi to naš zelo rad bi zahteval hitre rezultate in pričakovanja. In vas povabim temu, da enostavno nimate pričakovanj. Iz tega, da poskrbite zase, uporabljate, delate, pa nimate nekih zahtev in pričakovanj. Ker pričakovanja so tako, da pričakovanja vas lahko samo v stres pošljejo. Samo pod stres vas dajo, potem si pa dajte vijolično lečo gor, vijolično svetlobo in si takole svetite svojo glavo za vijolično. Ravno sem se pogovarjala z dvema strankama, sem rekla, joj, te noge na bioptronu so pa tako široke in obavtne, ja, prostor res nekaj vzame, vendar zaradi tega težišča, ker pogledajte, kakšna je ta glava, če ne bi bilo tega težišča takole, potem bi bil problem, ker bi se prevrnil.
in rabi biti tole stojalo takšno kovinsko. Ja, zdaj ste se mi pa še pridružili, Hedvika, Beti in seveda vsi ostali, ki boste kasneje prišli. Povejte, ali vam je ura tale v redu, ali to uro kaj spremenimo, ker to je fajn, da delujemo tako kot neka skupnost, da vi postavljate vprašanje, jaz vam priskrbim odgovore, da v bistvu komuniciramo, čeprav samo vi mene gledate, nismo na Zoomu sicer ali pa kaj takega, kakšni taki aplikaciji, da mi oboje stransko komuniciramo. To je v bistvu najboljš tak dvosmerna linija, da teče, ne? Tako pogovor potem, da vidimo v bistvu, kaj potrebujete in kaj želite in kaj vas bi najbolj podprlo. Tako da malo se pozna, da sem tako letela na hiter pa hitela. Dajte mi kaj vprašati, dajte mi postaviti kako vprašanje. Zdaj, včasih je tudi tako, da si rabimo enostavno prepustiti pa dovoliti, ne? Naprimer pri očalih, čist tak. Jaz jih nosim zdaj 4. leto in si ne predstavljam, da jih ne bi imela. Najbolj nujna so mi ta očala za vožnjo, kot sem rekla, posebej v deževju, v megli, v mraku. Če je sončno, me sonce ne moti. Najbolj me moti dejansko ta svetloba, ki je taka siva, luči potem zvečer, po noči. In pa za računalnikom, oziroma pred računalnikom. Pred računalnikom obvezno očala, ker nimam utrujene oči, ker se mi ne solzijo, ker sem zelo občutljive oči drugače na vse te svetlobe. In zelo me je presenetilo, sicer morda ne v vsakih trgovincah, ampak šla sem po žarnico v trgovino in me je presenetilo in joj, kje so obične navadne žarnice. Vse LED, ne se hecati, LED svetloba. LED svetloba je ubijavska svetloba za oči. Ne vem, kako na vas deluje. Jaz se tako počutim, kot bi me postavil v neko kletko in tista bela svetloba kot za piščance. Ni mi prijetna, res mi ni prijetna. In velikokrat po teh trgovskih centrih, po trgovinah, me sploh ne zanima, kaj si drugi mislijo, kako me vidijo. Grem jaz velikokrat z očali. Včasih jih pač pozabim v avtu, ker jih imam tak za vožnjo, ampak velikokrat, pa tudi ko grem po teh nakupovalnih centrih, grem jaz v trgovino s takimi očali. Ker mi je boljš, ker ona svetloba mi je taka težka, naporna, utrujajoča in se mi zdi, da tudi vidiš tak čuden vse tiste izdelke v tisti agresivni svetlobi. Dobesedno lahko uporabim izraz agresivni svetlobi. In ko sem bila tudi v trgovini, ko sem šla po žarnico, sem bila prav presenečena, gledam, kaj sploh nimajo navadnih žarnic, kaj treba res samo specializirane. Tam so bile pa same LED, pa ne se hecati, ne? Ker tukaj imamo na zadnji strani v katalogu pri očalih, ta katalog imate pod datoteke. Ko kliknete datoteke, imate PDF-je in noter veliko literature in dajte si jo prebrati, dajte si jo pogledati. Tukaj imate grafikon, sončna svetloba, neonska svetloba, pa LED svetloba. Poglejte pri LED svetlobi, ta grafikon. Jaz bom rekla, čista žalost. Boge naše oči, a ne? Dejansko, tukaj je tudi zelo opisano, pa vam lahko tudi preberem tale diagram. Na diagramu A1 je prikazan vidni spekter sončne svetlobe, prikazuje škodljive valovne dolžine, vijolično in modro, ter ostale želene valovne dolžine od 450 do 780 nanometrov, katerih intenzivnost pogosto presega optimalno. Na diagramu 1b je prikazan vidni del sončnega spektra svetlobe, ki prehaja skozi očala
hiperpolarizirano svetlobo. Svetloba se lahko preoblikuje, da se večina škodljivih valovnih dolžin odstrani, količina modre svetlobe pa se bistveno zmanjša. Edinstveno delovanje leč hiperpolarizirane svetlobe preoblikuje prekomerno količino sončne energije na raven, ki je optimalna za naše oči. Super, a ne? Tako, imamo tukaj sončno svetlobo in pa hiperpolarizirano svetlobo. Potem pa poglejte, na diagramu 2a je prikazan spekter neonske svetlobe, ki vsebuje veliko količino škodljive valovne dolžine. Količina energije v želenem delu spektra pa običajno ni ravno optimalna, od 450 do 780 nanometrov. Na diagramu A2b je prikazan spekter neonske svetlobe po prehodu skozi očala. Vidimo lahko, da se je neonska svetloba spremenila. Se pravi, vijolična in modra svetloba sta se preoblikovali v območje želenih valovnih dolžin od 450 do 780 nanometrov, torej se je njuna nezadostna energija na edinstven način dvignila na raven, ki je optimalna za oči in delovanje možganov. Ob nošenju, torej imate tukaj, ob nošenju hiperpolarizirane svetlobe. Potem pa lažje boste videli in tudi sami prebrali še ostalo v datotekah, kjer je tole naloženo. Potem na diagramu 3a, se pravi tale spodnji diagram, si poglejte ta dva grafikona, je pa točno tale ledice, ta bela svetloba, ki meni je zelo naporna in težka, pa imate prikazan spekter bele svetlobe, led z vijoličasto svetlobo in precejšnjo količino modre svetlobe. Količina energije v območju želenih valovnih dolžin je bistveno nižja od optimalne 450 do 780 nanometrov. Na diagramu 3b pa lahko vidimo, da se svetloba led po prehodu skozi oči, hiperlight, pretvori v zdravju prijazno kvantno hipersvetlobo. Škodljive valovne dolžine se preoblikujejo v želene, svetloba led z prenizko intenziteto pa se preoblikuje tako, da omogoča optimalno raven energije za delovanje oči in seveda možganov. Torej, preoblikuje to svetlobo. Ali je stojalo tudi pri prenosnem? Katerem prenosnem beti, misliš medolu, te majhnem bioptronu? Je manjše stojalo talno, je pri majhnem bioptronu, odgovarjam tlele na vprašanje. Torej, vidite zdaj bistveno, kako v bistvu zmanjša prekomerno količino sončne svetlobe in tako zaščiti oči in poveča manjkajočo energijo v območju želenih valovnih dolžin iz umetnih virov svetlobe, tako da škodljive valovne dolžine preoblikuje v željene valovne dolžine. In to je pomembno. Torej, tako in tako smo deficitarni, podhranjeni z svetlobo in potem so tudi te valovne dolžine v pomanjkanju energije, če tako rečem, kako se bo potem človek fajn počutil, ne? Tako da je potem res optimalno, da si nadanemo takšna očala in jih uporabljamo in jih nosimo tako vsakodnevno. In jaz dejansko še vedno izbiram, mi imamo v celem stanovanju, v celi hiši samo eno žarnico, eno luč, ki ima LED svetlobo. Vse ostalo še vedno je moja zahteva in sem zelo dosledna tukaj, da so žarnice še obične, ker je škoda naših oči in možgan, če ne bi tudi doma mogla uporabljati in vsi bi mogli potem nositi taka očala.
na očeh, da dejansko preoblikujemo to svetlobo v bolj, bom rekla, normalno svetlobo za oči, a ne. Tako, koliko smo po času danes? 5:11, sem pa malo zamudila, 10 sem prišla, je bilo tako, ne. Torej, tle imamo zdaj vijolično in veste, čisto preprosto omenjujemo te leče. Tukaj v skupini predvidevam, ste bolj uporabniki ali niste, kakorkoli, no. Sicer bom naredila en video specifično posebno za tiste, ki še nimajo Bioptrona, da grem čisto z nekaj osnovami, da ne ponavljam vse posod eno in isto, ne? Tako da bi bilo najboljše tako. Dobro, smo pa danes malo o očalih rekli in pa v temlem fulerenu na kratko. Sem dala pod komentar, bom pa še enkrat, kar pod tega osnovnega, 2 video posnetka na temo fulerena vam bom pripela in vas resnično povabim, poglejte si ga. Resnično si ga poglejte, celega, vzemite si tistih 19 minut časa, ker boste dejansko lahko tudi ozavestili glavni pomen. Tisto na kratko, bistveno sem vam tako povedala, ampak naši možgani včasih želijo malo bolj za logiko podpreti, a ne, malo bolj matematično, morda argumentirati, morda še kakšen bolj znanstven pristop, malo bolj strokovno podkovanost še zraven dodati, tako da vse mora biti. Vsak naj vzame tisto in toliko, ko njemu največ služi, njemu največ ta trenutek pripomore, tako da to je pa tisto bistveno, ne? Da je vsak potem zadovoljen v tistih odgovorih, ki jih prejme na svoj način. In tudi je zanimivo, da odgovore lahko sliši vsak na drugačen način. Konec koncev, lahko je odgovor podan, druga je, če je samo to, na to mesto ta barva, na to mesto ta barva, vendar, če je odgovor bolj široko zapeljan, potem ga bo vsak slišal na način, kot je takrat pripravljen slišati. In tudi to je prav, tako da ni narobe in ni prav, kot se jaz pošalim. Vse je okej in resnično imejte se lepo, bodite čarobno. Ta kapa je tako moja prispodoba in imam zelo rada, no, iz italijanskih Dolomitov je. 3000-ak je osvojen bil in jo imam zelo rada zdaj v teh časih zimskih. Ja, Tatjana Hribar, tudi tebi hvala. Nič hudega, če si zamudila, tudi jaz sem zamudila, kaj čmo. Včasih čas se takole malo stiska, ne. Poglej si potem posnetek, pa boš videla, bo tako ostal gor, pa tudi na YouTube ga dam, tako da lahko potem vidite, slišite vse. Okej, imejte se lepo v tej čarobni zimi. Se vidimo še potem drugo sredo, ali kako smo časovno, oziroma so prazniki, kateri dan je to potem, malo sem skregana za dnevi, v redu je. Bom javila, bom napisala, sicer pa, če imate kakršnokoli vprašanje, se resnično veselim, da jih postavite, ker je doprinos vsakemu, ne, na svoj način. Bye, lepo se imejte in adijo, hvala vam, čau, čau.